Kakor šivanka se dviga v nebo konica zvonika pri Mariji na pesku. Ste vedeli, da cerkev Marije Device spada v stara božjepotna svetišča? Življenje ljudi tukaj ob meji s Hrvaško je še posebej pomembno zaradi atomskih toplic, danes Terme Olimia. Tukaj pa stoji tudi cerkev Device Marije na pesku, ki je še posebej poznana po tem, da ima osmerokotni zvonik. Še bolj kot zunanjost pa nas navduši njena notranjost s freskami in bogato baročno opremo, ki je precej nenavadna za podružnično cerkev. Več o cerkvi bo povedal tukajšnji župnik Boris Tibalt. Lepo pozdravljeni v naši podružnični cerkvi Device Marije na pesku. Na pesku pa še vendar stoji kakor na trdni skali 500 let. Ta cerkev je posvečena torej Devici Mariji kot vnebovzeti. Jaz sem tukaj od avgusta lanskega leta župnik in upravljam še župnijo ob Podčetrtku še župnijo Sveta Ema. Ta cerkev je zanimiva po svojem zunanjem videzu najprej v tem, da ima izredno visok zvonik. Visok je 50 metrov in svojo mogočnostjo kaže pot v nebo. Saj je ta cerkev tudi naša pokopališka cerkev, okoli nje se nahaja naše podčetrško pokopališče. Cerkev je iz zgodovine zanimiva v tem, da je imela izrečen interdikt. Kaj to pomeni? Jer niso smeli tukaj maševati. Zakaj? Tega ne vem. Dajem pa vam priložnost, da sami raziščete, kdo se je komu zameril, da škof ni dovolil obhajati tukaj daritve svete maše. Cerkev je zanimiva tudi v tem, da je tukaj leta 1615 obstajala bratovščina svetega Florijana in v ta namen je tukaj postavljen tudi oltar svetega Florijana, ob katerem se vsako leto zberejo domači gasilci, domača gasilska društva in obhajajo sveto mašo. Kot sva v uvodu omenili, cerkev Device Marije na pesku velja za staro božjepotno pot. Ali sem prihaja še veliko turistov in romarjev ali se je čez leti že kaj spremenilo? Gotovo o veličini in pomembnosti te starodavne božje poti priča sama stavba te cerkve, saj je bila večkrat povečana in je izredno bogata njena notranjost, tudi zunanjost o tem govori. Danes pa se Romarji veliko več ustavljajo v Olimiju. Tukaj v neposredni bližini so tudi Svete gore, potem imamo Šmarje pri Jelšah s cerkvijo Svetega Roka, Sladka gora, tako da je ta božja pot z leti nekoliko zamrla. Semkaj sicer prihajajo posamezniki, pretežno pa to cerkev uporabljamo kot pokopališko cerkev, kjer obhajamo pogrebne svete maše, sveto mašo ob prazniku svetega Florijana, kjer imamo potem shod gasilcev, vseh gasilskih društev iz naše občine in pa občasno še kakšne slovesnosti, kot so poroke ali kaj drugega, tukaj tudi obhajamo. Ali tudi sami organizirate kakšna romanja za župljane? Ker sem na novo, smo doslej organizirali samo še romanje do Medžugorja z enodnevnim izletom na otok Brač. To romanje je bilo izredno bogato, pestro, kljub temu, da smo ga pripravili v postnem času, je bilo vzdušje izredno veselo, sploh na ladji, ko smo pluli na otok Brač, tudi v upanju, da se od tam tudi vsi živi in zdravi vrnemo. Ali ima župnija kakšne posebne dogodke? Nekaj ste že omenili v povezavi z gasilci, bi še morda kaj izpostavili? Gotovo en lepših dogodkov ta, da za cvetno nedeljo verniki iz določenega dela župnije pripravijo butaro velikanko. To jih tudi med seboj poveže, posebej slovesno je, ko to butaro peljejo čez cel trg do župnijske cerkve, kjer jo potem tudi postavijo in jo na cvetno nedeljo blagoslovimo. Po praznikih pa se ta butara tudi razdeli med ljudi.
Poseben dogodek je takrat, ko župnik obišče ob božičnih praznikih vse domove, jih blagoslovi, kliče Božji blagoslov na družine, ob tem družine potem tudi lažje in lepše spoznam, kakor zgolj iz cerkve ali iz ulice. Poseben dogodek, ki močno zaznamuje tudi naše župnijsko nedeljo, je obhajanje Lovrenčeve nedelje. Sveti Lovrenc je naš farni patron in ob tem prazniku se v soboto praznuje po celem trgu, po četrtku, kjer so različna društva s svojimi stojnicami. Sopraznovanje pa se sklene potem v nedeljo, na Lovrenčevo nedeljo, slovesno sveto mašo. Zakaj ste pravzaprav izbrali poklic duhovnika? A se za tem skriva kakšna posebna zgodba? Gotovo je to veselje, ki ga ob tem človek doživlja, tako kot v vsakem drugem poklicu. Verjetno vsi opravljamo poklice, ki nas veselijo, katerih čutimo eno veliko zadovoljstvo. Ko sem se odločil za duhovništvo, sem bil precej negotov, ali je to prava pot ali ni. In poseben zgled ali lik, ki me je k temu spodbudil, pa je bil moj nekdanji domači kaplan, zdaj že pokojni, ki je s svojim navdušenjem povezoval nas otroke, mlade, zbiral v župnijskih raznih dejavnostih in ob njem sem se potem tudi jaz počutil nagovorjenega za ta duhovniški poklic. Gotovo je nanj vplivala tudi moja družina, iz katere izhajam, saj smo vsi verni. Posebej se pa spomnim stare tete, za katero smo skrbeli, ki je bila tudi gotovo velika molivka za nove duhovne poklice. Verjetno je tudi ona izmolila moj duhovniški poklic. A ste počeli tudi kaj navihanega? Se je tudi zgodilo. Kot otrok sem odraščal predvsem v ženski družbi, saj sem imel same sosede ob moji sestri in so mi nagajale, jaz pa sem jih lovil tudi s palico. Kako pa se spominjate teh srednješolskih dni? Se je tudi tam zgodilo kaj zanimivega? V času srednje šole sem bival v malem semenišču v Mariboru in seveda fantje različnih značajev, tudi različne srednje šole smo obiskovali. Smo se ga tudi kdaj stepli in se lovili po naši učilnici, ne samo po tleh, ampak tudi po mizah in čez mize, tako da je bilo kar pestro. Tako kot je pač srednješolsko življenje, tudi dan današnjih srednješolcev, takšno je bilo tudi naše. Krasno. Najlepša hvala za vse lepe besede, za lepo predstavitev. Želiva vse dobro. Hvala lepa vam za obisk in seveda vsi dobrodošli, ko potujete v ta naš turistični kraj po četrtek v povezavi z Olimjem. Na pol poti med Podčetrkom in Olimjem vas čaka to svetišče Device Marije na Pesku, kjer ste vedno dobrodošli in vse dobro, pa nasvidenje.